Spoštovane novinarke, novinarji, spoštovana sogovornica in sogovorniki, prijazno pozdravljeni. Društvo Onkoman že 5. leto zapored organizira športno dobrodelen projekt Krog življenja pri nas na Ravnah na Koroškem. V našem najlepšem grajskem parku bo danes spet pestro, saj se nam obeta eden največjih športno dobrodelnih projektov, ki se odvija v osrčju Koroške ravno pri nas. Najbolj pomembna pa je vsebina tega dogodka, to je pozornost, ki jo namenjamo osveščanju o bolezni, primerom dobre prakse, kako se spopasti z zahrbtno boleznijo in teči svoj krog dalje, ter pokazati javno podporo vsem, da smo kot lokalna skupnost povezani in na voljo za pomoč. Krog življenja vedno tudi v življenju bolnikov pomeni spremembo, saj bomo z zbranimi sredstvi letos prispevali za ozaveščevalne akcije. In ta novinarska konferenca je že uvod v dogajanje, ki se bo zaključilo jutri pozno popoldne brez vmesnega predaha. To je naših 24 ur, da pomagamo, sodelujemo, se povezujemo in smo vključujoča se in dobra družba. Letos se skupaj posvečamo problematiki raka prostate. Rak prostate je poleg nemelanomskih malignih neoplazem kože najpogostejši rak pri moških v Sloveniji in tudi v Evropi. Obolevnost za slednjim raste. V Sloveniji je bilo med letoma 11 in 2020 med 1547 in 1789 na novo odkritih rakov prostate letno. V zbiru informacij, ki ga je pripravil NIJZ, najdete tudi kopico statističnih in drugih pomembnih podatkov. Zdaj pa dovolite, da poseben pozdrav namenim vsem gostom, tudi v imenu gostitelja, tudi županu. Z nami so gospod Denis Kordež, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje. Dobar dan. Doktor Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem. Pa magistra doktorica Janka Čarman, vodja strokovne skupine DPOR za raka prostate. Magister Matej Ivertnik iz Nacionalnega inštituta za javno varnost območne enote Ravne na Koroškem. Lep pozdrav. Čisto na sredini pa gonilna sila in duhovni ter siceršnji vodja projekta Onkoman oziroma Krog življenja, Matej Pečovnik, predsednik društva Onkoman. Pa če gremo najprej, oziroma besedo predamo najprej gostitelju, županu občine Ravne na Koroškem, doktorju Roženu, ki z osebnim angažmajem podpira projekt 24-urne hoje za bolnike z rakom prostate kot izjemno pomembno in plemenito pobudo. Kaj tovrstni projekti, doktor Rožen, pomenijo za lokalno skupnost in kakšen bi vi želeli, da je njihov odziv? Ja, lep pozdrav vsem še enkrat, torej v imenu lokalne skupnosti občine Ravne na Koroškem in tudi v imenu vseh predstavnikov Koroške regije. Veseli smo, da lahko zopet gostimo torej to vseslovensko prireditev Onkoman oziroma Krog življenja. Za nas to pomeni seveda promocijo zdravja, promocijo zdravega načina življenja in pa seveda ozaveščanje dejstva, da smo pravzaprav za svoje zdravje v veliki meri odgovorni sami ljudje kot posamezniki, in da lahko seveda s tem ozaveščanjem pripomoremo k temu, da bi se ljudje tega bolj zavedali, da tudi pred samo boleznijo, v tem primeru je temu posvečeno bolj rakno, lahko kaj storimo, da ohranjamo zdravje in lahko rečem, da za dobro organizacijo društva Onkoman in zahvaljujem seveda Mateju Pečovniku, ki je prišel pred nekaj leti na to idejo, prireditev raste, prireditev seveda še ima večji potencial, kot pa ga bo pokazala letos, tudi vreme nekoliko nagaja, vendarle pa je to zelo pozitivna prireditev v naši koroški regiji, v naši lokalni skupnosti in kot rečeno združuje posameznike, ki se zavedajo tega zdravja, vključuje tudi ta strokovni del, ki ga bomo slišali danes in tudi v nadaljevanju, tako da lahko rečem, da so naši ljudje bolj ozaveščeni o raku. Veseli me tudi, da se vsako leto osvetli druga vrsta raka, kot strokovnjaki bolj veste, no pa to sem pri Mateju prebral, je rak v najmanj 100 oblikah obstaja, torej v človeštvu, no, in seveda zlasti v dejstvu, da se žal fokus svetovne, bi rekel, javnosti ali pa tudi posledično svetovnih financ suče v smer oboroževanja, v smer varnosti, v smer medvojnih konfliktov, namesto da bi se seveda vsi ti resursi usmerjali v zdravilo proti raku, no, ki ga seveda pričakujemo v prihodnosti, je še posebej pomembno, no, da se mi sami zavedamo, da moramo za zdravje pač veliko storiti. Tako da še enkrat dobrodošlica torej v naši občini, v našem grajskem parku. Upam, da se bo občina Ravne in ZKŠTM, naš upravljalec tega območja v sodelovanju z društvom Onkoman izkazal kot dober organizator, dober gostitelj in da bo prireditev izpeljana vrhunsko, kot je bila vsa leta do sedaj.
Hvala lepa. Torej že petič na Ravnah na Koroškem. V Sloveniji je zaradi vseh vrst raka v letu 2020 umrlo 6423 oseb, na Koroškem 208. Zaradi raka prostate je v letu 2020 v Sloveniji umrlo 460 oseb, na Koroškem 9. Statistika, ki je pravzaprav samo zbir številk, dokler bolezen ne zadane našega znanca, sorodnika, najbližjega. Veseli smo, da je z nami tudi gospod Denis Kordež, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje. Pa mora biti kar prvo vprašanje, kakšen je trenutni položaj glede osveščenosti o raku prostate v Sloveniji in kakšni so glavni izzivi pri prepoznavanju slednje? Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Z veseljem sem se odzval povabilu gospoda Pečovnika in na začetku najprej rečem vse čestitke in pohvale in pa seveda podporo pri tem, kar delate, ker to je tisto ključno. Uvodoma ste tako vi kot gospod župan že povedali ena bistvena dejstva, torej največ lahko naredimo za svoje zdravje sami in tega se moramo zavedati. Zdaj, kar se pa tiče same ozaveščenosti, pa pravzaprav moramo biti v naši državi kar ponosni na vso preteklo delo, ker naš tako državni program za obvladovanje raka in vsi ukrepi, ki so sprejeti za to, da se ozavešča, mislim, da so zelo dobri in da naši ljudje so zelo dobro ozaveščeni o vseh programih, ki so na razpolago. Druga stvar pa je, kako se odzivajo na ta povabila. To pa je tista stvar, kjer mislim, da je delovanje tako Onkomana kot vseh ostalih drugih, tudi nevladnih organizacij, ki skrbijo za to, ključna, zato da se prebije to, kar ima Onkoman zelo lepo opisano tudi v svoji spletni strani in v svoji predstavitvi, torej neka trda zunanji uklep, ki mora biti prebit za to, da pride do te notranjosti, predvsem pri moških, ki so pa specifični in pa mogoče potrebujejo malo več spodbude. Kar se tiče Ministrstva za zdravje, seveda v sodelovanju tako z Onkološkim inštitutom kot z financiranjem programov državnega obvladovanja raka, poleg tega namenjamo sredstva tudi nevladnim organizacijam ravno iz namena ozaveščanja o vseh preventivnih programih in pa nasplošno pri spodbujanju zdravega sloga življenja, od hrane, gibanja do vseh teh zadev. In mislim, da je to tisti ključni faktor sodelovanja vseh deležnikov, od nevladnih organizacij, ne nazadnje tudi do državnih organov, zato da pridemo do še boljše ozaveščenja in pa predvsem, da raka polovimo v tisti zgodnji fazi, ko je najhitreje ozdravljiv in pravzaprav, če na koncu ni nepomembno, s tem tudi vplivamo na stroške in pa tudi na čimprejšnjo vračanje nazaj na delovno mesto in da se človek čimprej vrne nazaj v neko normalno obliko življenja. Hvala, pravzaprav ste mi odgovorili kar na nekaj vprašanj, torej kako lahko ministrstvo pomaga civilni družbi in tovrstnim projektom, kot je Onkoman. Mora biti samo še vprašanje, vaša osebna ocena, kako ocenjujete projekte, kot je projekt Onkoman, ki vzniknejo v okolju, kjer nastanejo in kjer povezujo ljudi, kako jih vi kot ministrstvo spodbujate oziroma kot kako podporni fakt jih jemljete? Ja, kot rečeno, absolutno je to eden izmed členov v verigi, in to je treba spodbujati in zato res vse pohvale in čestitke, ker brez takih posameznikov in pa seveda društev, ki se organizirajo in širijo to zavest, mislim, da to je tisto, kar vodi do boljše ozaveščenosti in to je samo za pohvaliti. In kot rečeno, mi, mislim, na Ministrstvu za zdravje absolutno namenjamo tudi sredstva za delovanje takih nevladnih organizacij, točno s tem namenom, da razširimo te informacije in da spodbujamo ljudi, da se udeležujejo vseh programov, ki se razvijajo, v katerih verjamem, da bo dr. Čarmanova povedala še malenkost več, tako da se mogoče ne bi zajedel v njeno tematiko. Hvala. Rak prostate z veliko pojavnostjo bolezni in dolgim preživetjem bolnikov je velik javnozdravstveni problem. Učinkovite preventive pravzaprav ne poznamo, zgodnji kazalniki so tudi precej zamegljeni. Z nami je spoštovana doktorica Janka Čarman z Onkološkega inštituta Ljubljana, vodja strokovne skupine za raka prostate v sklopu državnega programa za obvladovanje raka. Spoštovana gospa Čarman, na kaj biti pozorni, ko je govora o raku prostate? Ja, najprej hvala za vabilo, tudi jaz bi se zahvalila Mateju, naše sodelovanje se je začelo že prej, seveda se pa nadejamo še tesnejšega v prihodnosti, tudi predvsem tako, kot je že bilo omenjeno, pri ozaveščanju moških, pravzaprav pobudi, da pristopijo k
bodočemu presejalnemu programu za raka prostate. Tukaj se mi zdi, da je ta osebni stik zelo pomemben. Nekaj je stroka, nekaj je to, kar pač neka priporočila, ampak osebni stik pa se mi vsem zdi, da je pika na i. Tako da se zelo veselim tega našega sodelovanja in še enkrat hvala za vabilo. Zdaj, rak prostate je v resnici, tako kot ste že omenili, res drugačen od drugih rakov. Povedali ste, da ni prave preventive in pravzaprav tudi ni zgodnjih simptomov bolezni. Večinoma imajo moški, se pravi, ki imajo zgodnjo obliko raka prostate, težave, če jih imajo, zaradi drugih pridruženih bolezni, naprimer zaradi povečane prostate, zaradi, okužb sečil in podobno. Se pravi, nimamo tistih pravih kazalcev, tako kot so pri kakšni bolezni, kar rečemo, zdaj pa to, zdaj pa potrebno k zdravniku. Tako da v tem pogledu je zagotovo drugačen. Tako da drugačen je tudi v pogledu, da je lahko neagresiven, pravzaprav moških ne ogroža in takega raka tudi ni potrebno zdraviti. Naprimer, omejena oblika raka prostate po priporočilih Evropske urološke zveze se priporoča, da se taki moški aktivno sledijo, se pravi, da se jih nadzorovano opazuje in da se k aktivnemu zdravljenju pristopi odloženo, se pravi kasneje, ko je to potrebno oziroma če pride do neke dinamike bolezni. Pri nekaterih takih moških, tako kot kažejo raziskave, to nikoli ni potrebno. Saj recimo 15-letno sledenje pokazalo, da pri nekaterih to ni potrebno. Zakaj je to pomembno? Vsako zdravljenje raka prostate lahko naredi težave. Posledice, ki jih moški preživetje dolgo nosi vse življenje. In te težave slabo zdravimo, malo imamo takih učinkovitih pomagal. Tako da je pomembno, da zdravimo takrat, ko je to pomembno. Po drugi strani je pa seveda bolezen lahko agresivna, ogroža življenje, in kot ste že omenili, več kot 400 moških vsako leto kljub odličnemu preživetju v Sloveniji umre za rakom prostate. In to je tudi, recimo, če pogledamo skupino moških v Evropi, ki ne kadijo, ker kadilci imajo seveda pridružene običajno druge rake, je rak prostate med raki prvi po vzrokih za smrt. Tako da to je pomembno, seveda je zelo poseben rak, ki pa nima nekih zgodnjih kazalnikov. Tako da mogoče, seveda, ko govorimo o presejanju, raziskave so pokazale, da z organiziranim presejanjem lahko zmanjšamo smrtnost za raka prostate. Problem teh pač pristopov pa je včasih, pa je predvsem to, da lahko vodi pa tudi v prekomerno diagnostiko in tudi prekomerno zdravljenje. Se pravi, tistih rakov, ki jih vendarle ni potrebno zdraviti. Tako da v prihodnosti bo seveda potreba najti način, da bomo to naredili, organizirali na nek učinkovit način, da bo moškim čim bolj v korist. Prav čisto vse usmeritve pa zaenkrat še niso znane, tako da se v pomoč pač povezujemo tudi z evropskimi programi, z agencijo za boj, se pravi Mednarodno zvezo za raziskave raka, ki nam bo tudi pomagala z usmeritvami, vstopamo v te evropske projekte za presajanje, tako da pač pričakujemo, da v nekaj letih bomo lahko ponudili kaj bolj izdelanega, nekje znotraj v 2 letih pa bi bili morda pripravljeni, da začnemo s pilotnim projektom, da moškim torej ponudimo določeni skupini presajanje. In tukaj seveda vidimo pa pomembno vlogo vseh društev, ki bodo pripravljena nam stati ob strani. Skratka, gre tako potegnjeno pod črto za zelo zahrbtno različico zahrbtne bolezni. Bova rekli, in da je cilj nekako premišljena uporaba vseh že znanih orodij in inštrumentov organiziranega presejanja, ki bo ciljno zmanjšala torej, ali na eni strani umrljivost, ki je nenazadnje zavidljiva, in na drugi strani tudi samo dolgotrajno zdravljenje in seveda stroške povezane tudi s slednjim. Seveda, umrljivost bo dolgoročni cilj, ker kot vemo, recimo, če pogledamo vse stadije rakov prostate v Sloveniji, je povprečno preživetje trenutno 94%. Za skupino, ki ima omejen rak, je to preko 98%, govorimo o 5-letnem preživetju, za tiste, ki imajo pa razsejano bolezen, se pravi oddaljene zasevke, tam je pa preživetje slabše, pa tam okrog 29%. Torej, preživetje vsekakor, če črto potegnemo, je dolgo, in korist v zmanjšanju umrljivosti je dolgoročni cilj. Tiska pa vidimo prednost pa že prej,
Če se pravi, analize kažejo, če pogledamo, koliko določamo PSA na primarnem nivoju, da pravzaprav podobno kot v drugih evropskih državah, tudi v Sloveniji poteka priložnostno neorganizirano presajanje. Se pravi, da se PSA določa zdravi moški, brez nekih zelo jasnih usmeritev. Ampak žal, raziskave kažejo, da to vrstna oblika presajanja tako neorganizirano ne zmanjša umrljivosti, za razliko od organiziranega presajanja. Se pravi, bi mi želeli to, kar že poteka, organizirati na način, da bomo imeli od tega čim večjo korist. To je zagotovo pomemben cilj tega. Skratka, kljub temu, da imate že kar vrsto letne izkušnje s presejalnimi programi, pa smo tukaj še kar pionirji. Pa vas vseeno prosim, prebrala sem v vašem Petru, če nam besedo dve namenite še o tem presejalnem programu. Peter je trenutno projekt, ki ga podpira tudi Ministrstvo za zdravje in agencija ARIS, je dvoletni projekt, kjer smo se pravzaprav, ki je nastal kot pobuda na, se pravi, evropsko priporočilo, Svet EU za presajanje je izdal priporočilo, da ne bi članice, se pravi, Evropske unije, naj bi preverile izvedljivost presejalnega programa za raka prostate in učinkovitost preko pilotnih raziskav. In kot odgovor na to se je oblikovala strokovna skupina pod okriljem DPOR, ki zdaj pripravljamo izhodišča za tako presajanje, seveda, in raven, tako kot sem že prej omenila, seveda zdaj to ozka skupina, ki pa se bo širila in sodelovala z različnimi strokovnjaki, bolniki, nevladnimi organizacijami, društvi in tako naprej. Se pravi, na koncu tega programa pričakujemo pilotno raziskavo, sodelujemo pa, vodimo nekako to z Onkološkega inštituta, sodelujemo pa z Univerzitetnim kliničnim centrom in pa tudi z Fakulteto za matematiko in fiziko, ker v prihodnosti vidimo tudi potencial v umetni inteligenci, da nam bo pomagala, seveda to so dolgoročni cilji, da nam bo tudi tukaj nekaj pomagala pri oblikovanju tega programa. Cilj je pa seveda, da bomo najdli tiste moške, ki jih je potrebno zdraviti, da bomo zmanjšali to prekomerno diagnostiko in zdravljenje teh moških. Zagotovo seveda prvi test je PSA, potem bomo pa temu priključili zagotovo magnetno resonančno slikanje, ki tudi dokazano zmanjša število nepotrebnih biopsij, in pa seveda še nekatere druge kazalce, ki nas usmerjajo, kateri raki so bolj agresivni kot drugi. Tako da pač pred nami je dolga pot, ampak prepričana sem, tudi verjetno se bo to spreminjalo, ta pristop, ampak prepričana sem, da bomo v nekaj letih v sodelovanju tudi seveda z Evropo izoblikovali pravo pot. Hvala, veliko uspeha Petru in seveda v vašemu delu strokovnemu že to, da bi se izkristalizirala ciljna skupina tistih, ki jih moramo najti na terenu, bi bila velika zmaga. Magister Matej Ivartnik iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje območne enote Ravne, vi pa ste pripravili eno tako obsežno statistiko na področju raka prostate. Hvala, da vsakoletno aktivno pristopite tudi k tej pobudi Onkomana oziroma kroga življenja. Pa še enkrat več vprašanje, kako je kaj statistiko obolevnosti za rakom na Koroškem v primerjavi z Slovenijo? Ja, najprej lep pozdrav tudi z moje strani, pa hvala za povabilo. Zdaj, imel sem to srečo, da večina statistike je danes predstavlja že voditeljica, tako da bo imeli treba manj, ampak bomo jedli tisto bolj splošno, ko navadi pozabimo. Mi imamo veliko srečo v Sloveniji, kar se raka tiče, da imamo zelo dobre podatke. Register raka to vodi že 60 let dobrih, tako da lahko pogledamo tudi neke trende, ki so iz trenutka, v katerem sedimo in živimo, morda bolj pomembni kot pa letni podatki. Namreč, če pogledamo te podatke, vidimo, da se je obolevnost, incidenca pojavljanja raka v Sloveniji v zadnjih 60 letih za faktor 10 praktično povečala. Nekaj do leta 2000 je bila ta rast počasna, predvsej linearna, potem pa je sledila skoraj eksponentna rast v naslednjih 20 letih. Zdaj imamo na leto že samo primerov raka prostate 1500 več v Sloveniji, na Koroškem nekje od 50 do blizu 100, če to preračunamo, je to še nekoliko več kot v Sloveniji. Je pa zraven še žalostno dejstvo, da te rasti ne bomo ustavili. Mi lahko opozarjamo na vse tiste faktorje, ki pripomorejo k razvoju raka.
To pomeni, da se izogibamo vsem škodljivim, nevarnostnim dejavnikom, kot so kajenje, pitje alkohola, uživanje nezdrave hrane, mirujoče življenje. Rekel bom še stres, morda za tem omizjem danes imamo večino problema s stresom, po moje nas. In glavni faktor je pa staranje. Več kot državljajo okolju, dlje ko živimo, bolj občutljivi smo in verjetno se bo ta obolevnost incidenta za rakom s časom še povečevala. Bolj pomembno je, da mi najdemo načine, da tudi takrat, ko dobi nekdo diagnozo, lahko z njo še aktivno in kakovostno živi. Na NIJZ smo vedno rekli, ni stvar samo leta življenja, ampak tudi življenje leta. In tukaj imajo silovit in zelo pomemben pomen ti preventivni presejalni programi, kjer lahko človeka dovolj hitro odkriješ in mu daš vso potrebno obrožitev, da se on, če že vlagamo obrožitev, ko smo rekli, on s tem rakom tem bolj spoprijeme in kakovostno živi en tak krog življenja, ki ga pol tudi zaključi tako, kot mu je. Mu ne bi bilo ob rojstvu namenjeno. Zato tudi mi podpiramo vse te preventivne programe. Kdorkoli pomaga k temu, kar je naš osnovni namen, je to naravno čudovito. Veliko je pravzaprav simbolike v tem vašem povezovanju krog življenja, krog, ki ga sklenemo in tek na dolge proge, kar pravzaprav ti presejalni programi so. Kakšen pa je kaj vaš odziv, zdaj, ko sva tako lokacijska, na te presejalne programe? Kako ste zadovoljni z odzivom Korošcev, sploh Korošcev in seveda tudi Korošic? Mi nekako po poklicni funkciji nikoli ne smemo biti zadovoljni, ker drugače ne bomo imeli kaj druga delati, ko pa hvaliti se, koliko smo boljši od drugih. Tako da mi se vedno trudimo in podpiramo stvari, ki bi lahko ta odziv še izboljšali. Je pa res, da nas je nekoliko zaustavila ta zadnja pandemija, če tako rečem, ker so pač določeni programi bili nekoliko počasnjeni, ampak se zdaj stanje vrača na približno tisto, ki je bilo predtem. V Sloveniji imamo 3 že delujoče fajn programe, eno je SVIT, to je rak debelega črevesa in rektuma, potem imamo pa še Zoro za maternični rak in pa Doro za prsje. To so vsi raki, ki jih nekako vse v določeni meri lahko povezujemo s temi nevarnostnimi dejavniki in je zelo fajn, če jih hitro odkrijemo in preprečimo. Odzivi v Sloveniji so pri obeh rakih, tistih ženskih, Zora, Dora, vedno čez 70%, ena skupina celo čez 80%. Morda lahko dam tisto eno manjšo črno piko starejšim ženskam pri Dori, ki jih pač se manj vključujejo in bi radi tam še povišali to odzivnost. Drugot je kar v redu, seveda imamo pa najnižji odziv pri SVIT-u, tam ne dosegamo 70%, glavni razlog za to, da smo moški tudi vključeni. Nas pride približno 60%, ampak sem pa pohvaljen na Koroškem, kak odstotek več kot drugod v Sloveniji. Pa se vračamo nazaj na tisto, da moški ste malo trši oreh, kar se tega tiče, če nas, spoštovane občanke in predvsem spoštovani občani, slišite in spremljate, odzovite se torej na povabilo NIJZ-ja, SVIT-a, Dore in Zore. Pa če se kar navežem še na naslednjega sogovornika, s tem projektom Onkoman ste pravzaprav tudi v naši enoti NIJZ, v naši občini in širše regijsko na področju Koroške, ki vemo, da je zaradi svoje lege in tudi sicer specifična, dobili izjemnega partnerja v boju proti raku. Kakšen je vaš pogled na vaše sodelovanje? Ja, moram reči, da mi smo zelo hitro začeli sodelovati. Meni je prav žal, da danes ni tu naše vodje, ki je v vseh pogledih na tem aktivna. To je ena najpomembnejših stvari, kjer se ona osebno zavzame, da ustanovimo ekipo, da sodelujemo. To od vseh začetkov, ko smo nekako bližje tisti veliki varuhi, parka po noči, zdaj bo časih. Zdaj je tam kar veliko družbe, že upam, da se tudi nadalje tek razvijamo in tudi letos naša ekipa sodeluje. To je torej NIJZ, ena od 13 prijavljenih ekip letos in tudi občina Ravne na Koroškem pod pokroviteljstvom župana oziroma z vodjo županom dr. Tomažem Roženom ima letos že drugič tradicionalno svojo ekipo. Pa preden se posvetimo še ekipam, še k dogodku, ki bo zdaj stekel, torej krog življenja 24-urna hoja v Grajskem parku na Ravnah. Edino pravilo je, da ena oseba 24 ur neprekinjeno hodi in zastopa svojo ekipo v krogu življenja. S pomočjo timing tehnologije pa se skrbno zbirajo in beležijo krogi ekipe, vsak krog je vrednoten in več krogov kot naberemo, več je sredstev za vsakoletni dober namen. Krog ima približno 800 metrov. Matej Pečovnik, morda najprej vprašanje, kako ste kaj zadovoljni z 4 že izvedenimi krogi življenja v preteklih letih? Ja, jaz sem kar zadovoljen. Mislim, odlično je, krog se je prijel. To se tudi vidi na moji levi strani, ker naenkrat je z mano ministrstvo pa Onkološki inštitut in to nekaj pomeni, da delamo dobro oziroma da delamo celo leto dobro, da ne delamo samo maja dobro, ampak da delamo tudi z našimi
ozaveščevalnimi kampanjami dobro. Eno veliko srečo imamo na našem območju, čemur se bo zagotovo strinjal tudi župan, da imamo človeka, kot si ti, na tem projektu in ki se trudiš. Pa če nam malce predstaviš, kaj si zamislil za program letošnjega že 5. kroga življenja? Kaj se bo dogajalo danes? Danes bi naj bila najprej knjižna predstavitev, ampak je dr. Vekl Pirc zaradi bolezni mogla odpovedati to svojo knjižno predstavitev, nešteto razlogov za življenje. Dr. Pirčeva je bila moja prva predsednica na Društvu onkoloških bolnikov in ona je tudi naučila mene pa vse ostale moške, kako pomembno je skrbeti za svoje zdravje oziroma kako pomembno je, da si drugačen v tem pristopu do svojih ozaveščevalnih, ampak moraš biti pa na koncu vedno iskren. In tisto, kar obljubiš, tisto moraš tudi dati, oziroma če kdo zboli, mu pač poveš resnico že kar v štartu. Da lahko je to tudi konc življenja, ampak vedno stojimo v strani do konca. Jaz sem si pa zamislil krog življenja tako vsako leto. Najprej en koncert, letos smo ponavadi je bil ansambl Rosa, letos bo najprej Nipke, potem nadaljujemo, oziroma prej so še temeljni postopki oživljanja, če bo vreme dopustilo, polje Nipke, potem nadaljujemo hojo, jaz upam, da v čim manj dežju do jutra, potem se začne nogometni turnir U9, kjer je prijavljenih 14 ekip, potem imamo predavanje o zdravi prehrani, prideta Gašper Bergant pa Žan Papič, da nas malo nasmita, na koncu pa tako vedno zaključi Vili Resnik. Ja, veselimo se torej današnjega dogodka, ki ga ne bo, kot ste ujeli med vrsticami, zmotilo niti vreme, razno kakšnih ekstremnih razmerah. Ja, edini namen je, da vsi pridemo do konca živi in zdravi oziroma nepoškodovani. In zato bomo... Zdaj, če bojo ekipe tudi same se odloče, da pač nekaj ne gre, bomo pač prekinili. Mi nikogar ne silimo, da v takih razmerah pač hodi, če sami ocenijo, da ne gre, ampak mi z mojo ekipo smo pripravljeni tudi na dež, oziroma vse scenarije smo preštudirali, kaj vse moramo narediti, preden da se vse začne. Teda jaz mislim, da smo mi pripravljeni. Že kaj hujšega smo doživeli kot pa slabo vreme, kaj ne? Pravijo, da ni slabega vremena, ampak samo slaba pripravljenost, tako da upamo in stavimo tudi na vas, spoštovani, da boste sodelovali. Jaz bom čisto na hitro preletela še časovnico današnjega dogodka. Torej ob 17. uri začnemo v Grajskem parku s hojo, ob 18:30 prikaz temeljnih postopkov, če bo seveda vreme dopuščalo, od 19:30 nastop Nipkeja v Grajskem parku in potem hoja preko noči. Jutri zjutraj nogometni turnir U9, ekipe iz vse Slovenije bodo v Grajskem parku, ob 12. uri predavanja o zdravi prehrani, dr. Phil Good prihaja med nas, ob 14. stand-up nastop Gašper Bergant in Žan Papič in ob 17. uri grand finale, torej veliki zaključek hoje in štetje krogov. Dr. Tomaž Rožen, mi smo jih lani nanizali 182 oziroma vaša ekipa, kaj napovedujete letos? Ja, zdaj letos, če gremo na resno raven, je vse veliko odvisno od vremena, ker tako je Matej rekel, ne prije varnost pa zdravje ljudi, da ne bi imeli v ponedeljek v bolniški 100 ljudi. Teda pričakujem dober odziv, tudi ta nogometni turnir, ki je v okviru Onkomana je zelo promocijski, veliko ekip mladih, torej in park bo res poln, živ in teda res bi rekel neka srednja žalost, da je pač, če bo dež šel dol. Lani, ko je bilo to sončno vreme, je bil čudoviti dan v parku, kot seveda rdeča nit Onkomana oziroma ozaveščanje za borbo proti raku, zdravje, tudi pričakujem en tak lep dan jutri in pa uspešen 5. zaključek, torej kroga življenja. Naj se še nakratko zahvalim vsem spoštovanim sogovornikom, gospod Kordež, gospa Čarman, Matej seveda, gospod Ivartnik in dr. Tomaž Rožen. Hvala vsem, hvala tudi vam. V krogu življenja danes skupaj širimo upanje, s pestrimi vsebinami pa bomo še dodatno opozorili na vse pomembne vsebine za naše zdravje, ki je že pregovorno naše največje bogatstvo. Pridružite se nam, bodite zdravi in bodite z nami, jaz upam tudi v prihodnjih 24 urah v čim večjem številu in na spremljevalnih dogodkih. Naj prijazno povabilo velja, saj veste, vsak od nas šteje, vidimo se ob 17. v parku.